Pozdravljeni! Danes delimo z vami nekaj, kar se mogoče zdi nemogoče ali pa neverjetno, ampak je tako. Delimo z vami 6 najpogostejših napak pri postiljanju postelje in ko jih odpravite, bo spanec veličasten. Začeli bomo z najbolj klasičnim. Pranje posteljnine. To je številka 1 pri posteljanju postelje in pri nekakšni naši obvezi. Poleg tega, da se nabirajo ostali madeži, se nabirajo še pršice, odmrle kožne celice in pa vlaga. Naša lastna, ki jo dajemo med spanjem. Zato je nujno potrebno, da posteljnino skrbno peremo, vključno z rjuhami, enkrat na teden. Punce, tiste, ki imate občutljivo kožo oziroma ženske, je pa priporočljivo, da posebej vzglavnike perete vsaj 2-krat na teden. Preveč okrasnih blazin. Okrasne blazine so res en tak lep dodatek in so ekstra v uporabi medtem, ko berete ali ko gledate TV. Ampak, če jih imate na postelji preveč in jih ne perete redno, so v bistvu leglo pršic in bakterij. Tako da perite jih redno, na vsake 3 leta pa dekorativno blazino zamenjajte. Tretji razlog je nepravilno napenjanje rjuhe. Bodisi ali so to ravne rjuhe ali so to rjuhe na elastiko, vedno pazite, da so robovi pod vzmetnico. Prav tako pazite pri rjuhah z elastiko, da kupite prave mere za vašo vzmetnico, se pravi širina, dolžina in pa globina. Ko smo že pri rjuhah, delimo 4. nasvet. In sicer pazite na kakovost tako posteljnine kot rjuh. Ugotovite, kaj vam paše in pa izbirajte mogoče med tistimi materiali, ki so bolj naravni. Ali je to svila ali bombaž. Da diha z vami, zračno in da se lahko lepo pere tudi na višjih temperaturah. Bolj morda kot na vrsto tkanja bodite pozorni na material. Bombaž in svila sta res krasna za spanje. Tako kot pri klasičnem oblačenju pride v poštev pri postiljanju postelje tudi sistem čebule. To pomeni, da včasih samo prešita odeja zna biti premalo in vas zebe. Ali vam je potem vroče? Zaradi tega si je treba ta sistem čebule prilagoditi. Seveda gre na posteljo najprej rjuha, nato pa lahko dodate še eno rjuho pod prešito odejo, ki je zataknete in čez njo potem potegnete prešito odejo. Tako vam bo lažje, če vam bo vroče, se odgrnete, če vam je pa mrzlo, ste pa že tako dobro izolirani. Naš 6. nasvet pa je mogoče malo za vas čuden, ampak verjemite mi, da bo efektiven. In sicer, medtem ko vi spite zvečer, ustvarjate toploto in posledično vlago. In pršice obožujejo tako okolje. Zato tudi zjutraj, ko vstanete in takoj naredite posteljo za sabo, ni fajn, ker tista toplota ostane, jo zadržite znotraj posteljnine in se pršice še razmnožujejo in razmnožujejo. Zato je bolj priporočljivo, da pustite odgrnjeno posteljo, ko vstanete, pač kar tako razmetano in jo potem po kakšni uri ali 2, ali pa če jo pustite tudi celi dan, če vam ne dopušča delovnik, pustite odgrnjeno in pustite, da se postelja prezrači, posteljnina se prezrači in v bistvu bo pršicam premrzlo. En tak čuden nasvet, ampak zelo efektiven. Ja, to so naši nasveti od nas za vas. 6 napak pri postiljanju, probajte jih popraviti, če se v kateri najdete in verjemite mi, da bo spanec še toliko slajši. Čau!